En lep pozdrav, tokrat pa iz naše velike gledališke dvorane iz Šmarja. Namreč danes imamo ponedeljkovo srečanje v živo in Karla pri nas, tako da prihodnjič se pa javimo zopet iz Konjskega Vrha. Lepo, lep pozdrav, torej tokrat iz Šmarja. Nadaljujeva najino temo o odnosih. Rekla sva, da bova kar nekaj tem zaporednih posvetila temu. In sicer danes bova govorila o realnosti odnosov. Ti vedno praviš, da je osnova medsebojna spoštljivost, pravičnost in odgovornost. Zakaj tako? Daj nam malo razloži. Si ti oziroma ali si vi predstavljate, da pride nekdo v tole dvorano, kjer se dogaja že gledališka predstava in čuti silno ljubezen do vseh navzočih, tudi do nastopajočih, ni pa posebej spoštljivosti, ne? In kar naenkrat reče, dober večer vsem in pričakuje, ne? Ni spoštljiv, ni odgovoren in v odnosu ni pravičen, ne? Zato je zelo, zelo pomembno posebiti tiste veščine, ki so pomembne, da mi v realnosti življenja, ne, to pomeni v razpetosti med dobro in hudo, dejansko delujemo tako, da ohranjamo spoštljivost. To pomeni, tudi če sem jezen, tudi če sem slabe volje, to izrazim še vedno tako, da ne presežem tisto, se pokaže se že, ampak da ne presežem tisto stopnjo, ki pa je dejansko nedopustna, ne. V cerkvi rečemo mali greh pa smrtni greh, ne. So določena ravnanja, ki lahko smrtno greš v smeri, da drugega poškoduješ na nedopusten, oziroma mu sporočiš nerazpoloženje na nedopusten način. To preprosto pomeni, da gremo skozi proces vzgoje na ta način, da se kultiviramo za žlahto medsebojno sožitje. Ker v meni je tudi razpetost, v vsakem človeku je razpetost med dobro in hudo in boj se človeka, ki misli, da je pravičen, da je pa on dober, da je pa on žlahten, da v njem ni te razpetosti. Ker pri takem človeku boš potem vedno kriv ti za njegovo nerazpoloženje, zato da je prekoračil izraz dopustnega, da je morda celo posegel fizično v obnebje drugega, kar je nedopustno. Ko sem bil recimo, ko sem deloval še v okviru komun na Razborju pod Listu, je bilo eno od pravil. Če je nekdo udaril bližnjega, se izraziš na razpoloženje. Ampak če je nekdo udaril bližnjega, je moral tisti hip zapustiti komuno. Ja, pa to se je zgodilo enkrat in vem, da sem takrat pomislil, kaj če bo zdaj šel na C, poklicali se v glavni center, tam so rekli, da je pač, to je bilo splošno pravilo in sem pomislil, kaj pa zdaj gre na cesto, pa mogoče drogo nabavi, si overdose naredi. Meje morajo biti. In določene meje morajo biti svete in določene izraze svojega nerazpoloženja, ne, pa bi to rekel, da je prav tako nevarna euforija, ne, mislim, ni tako nevarna, ampak je nevarna euforija, ker tisti ljudje, ki so strašno euforični, ne, zelo lahko hitro padejo v svoje nasprotje in potem bližnjim izražajo na način, kot ni dopustno, pa dejansko tista razpoloženja, ki pač niso tako lahka. Posebej bi še tu upozoril na čas zaljubljenosti, ne. Takrat v tistem času zaljubljenosti, ker vse deluje, da bi dva vstopila v odnos, takrat se dva zelo, zelo prilagodita za sprejetje, ne. Ampak ta doba prilagoditve dejansko je samo kratek čas, potem pa živita resničnost odnosa. Zato je tudi tisto stanje, kot rečemo, zaljubljenosti, pritegnjenosti, je potrebno se večkrat stuširati z mrzlo vodo, da ohraniš treznost in uvid v dejansko stanje tistega, ki želi vstopiti v poglobljen odnos s teboj. Ali je po osebu spoštljivost, ali je sposoben
pravičnosti in odgovornosti. To se vidi, to lahko zaznaš, ne? Ampak je pa večkrat res potreben hladen tuš. Boljše preden vstopiš zares v odnos, kakor pa da potem, ker dva prineseta v odnos marsikaj nerazrešenega. Marsikaj, kar želita odrešiti v odnosu ljubezni. Ampak to pomeni, da bosta nakazala, pokazala iz kufrčka, ki ga prinesete v odnos, marsikaj, kar bo pa potrebno ozdravitve in bosta to pokazala na ta način, da bosta sporočila kot povzročila. In to ni vedno enostavno. In če ti, recimo, da si bil deležen, ne vem, nedobrih odnosov v preteklosti in bi zdaj rad v ljubezni odrešil tisto ranjenost in boš to nedobro pokazal, moraš biti toliko kultiviran, da ne boš presegal meje spoštljivosti, pravičnosti in odgovornosti. Predvsem bi bilo pa zelo dobro, da bi mi to doživljajsko prenašanje sporočil že kot, bi rekel, teoretično ozavestili, potem pa skozi doživljajsko pedagogiko vadili. To pomeni, da bi vadili, da ne presežeš, da sicer izraziš, da bi se naučili tudi prepoznavati simbolno govorico druge, ker to se vedno nakaže, ne? In potem seveda vaditi, da se določene meje preprosto ne presežejo, ker, ne, kot sem prej rekel, je mali greh, to pomeni malo greš v smeri tega, kar da nakazuješ, pa si že neprijeten, imaš pa tudi smrtni greh, to pomeni, da greš nakažeš na ta način, da lahko hudo poškoduješ bližnjega in potem tu rehabilitacija, ne bom rekel, da ni mogoča, ne, ampak je dolgotrajna, predvsem pa je potrebno tisti, ki je prekoračil mejo dopustnega, dejansko mora doživeti posledico tega, kot močno doživeti posledico nedopustnega, da si možgani zapomnijo. In ta vaja je vseživljenjska. Ja, ta vaja je vseživljenjska. Predvsem bi pa mi morali te zakonitosti ozavestiti, ne? Zato razmišljamo skupaj z vami, da določene zakonitosti, ki so zelo naravne, pa nas z njimi niso seznanili, da jih ozavestimo in da se kultiviramo. Kot si rekla, ta vaja je vseživljenjska. Ja, ne, mi mislimo, da so je problem vzgoja samo otroke. Mi smo zdaj že dali nekaj stvari čez, ne, in je potem zdaj vprašanje, ali bomo to, kar ni dobro v medsebojnih odnosih, kot navado samo nadaljevali in se celo življenje morili, ali pa so obdobja postanka, zdaj smo vstopili v postni čas, ne, to pomeni čas, da se malce ustavimo, da določene reakcije samega sebe ozavestimo in se kultiviramo. Torej, gre za samovzgojo. Še bolj odlično je, če je par to sposoben in da se med seboj pogovarja, ne s tem kriv si, kriva si in se začneta med seboj obtoževati, kdo je bolj kriv. Ne. Kriv je bil do sedaj, izkrivljen je bil sedaj do odnos, zdaj pa si dejansko ozavestiva določene danosti in premislima, kje bi lahko bil korak k izboljšanju. To je običajno pomembno še tretja oseba. Ne bom rekel, da pojdite k nekom, komu je treba plačati za to. Ne, to imate, upam, ne, med prijatelji tiste, ki vam stojijo ob strani kot mediatorji, ki uravnavajo počutje, ker če gre že za neko medosebno ranjenost, potem zelo hitro pride se dotakneš rane in potem se tisti odzove in je potem to. In mora biti nekdo, ki zna dejansko tak pogovor voditi, da pride potem do napredka oziroma da pride do rasti. Torej nikoli se pogovarjati na nivoju krivde, ne, ker potem se bomo samo kregali, ampak na nivoju najinega dejansko doživljajskega stanja. Recimo, ko ti to narediš, jaz to tako doživim, ne bomo zdaj, a si kriv ali nisi kriv, ne rabi se braniti, ampak jaz tako doživim in potem tudi on pove, kako on doživi to situacijo in potem kako to uskladiti za korak naprej. In zato je postni čas 40 dni, da mi te korake tudi vadimo. Ne? Meni so rekli mladi v komuni, da bi mogli iti v komuno za 3 leta vsaj, da bi določene stvari zvadil.
Ampak mi imamo v letu določena obdobja, ki vabijo k temu postanku, premisleku in tudi vaji. Seveda je pa potrebna ta vaja oziroma to delo obojestransko. Nikoli ni en nedolžen, drugi pa kriv. Ne? Ampak torej dejansko je treba, ampak tukaj, kot rečem, je običajno potrebna prisotnost tretjega, ki uravnava in usmerja ta pogovor, da postane konstruktiven. Bog ne daj, da stopi na stran enega. Tudi če se zdi navzven, da je kriv, da na enem, dejansko so tukaj ozadja in bo možna rast samo, če ni zmagovalca in poraženca. Zmaga je v zbližanju, v medsebojnem odnosu. In potem pridemo do postavljanja mej, o katerih pa lahko spregovoriva prihodnjič. Postavljanju mej, ja, o katerem lahko spregovoriva prihodnjič, ja, ta premislek danes je pa res pomemben, zato ker ko ti nekomu odpreš srce, ne, potem je zelo pomembno zaradi večje odprtosti, da si v coni varnosti. Ne. In zato so meje, o katerih bova pa spregovorila prihodnjič, še kako pomembne. In lep pozdrav, tokrat iz Šmarja. Ja, in prihodnjič upam, da dobite pozdrav iz Konjskega Vrha. Srečno.